Še ena trda, težka tekma, vendar Domžale so pokazale, da so na pravi poti. Ja, smer je prava. Danes so lahko igralci ponosni in smo mi kot klub ponosni na to, kar so prikazali. Seveda postajamo skromni, ne glede na vse, smo samo zmanjšali razliko in nismo še prišli do cilja. Pot je prava, samo nadaljevati, ker stopničko po stopnički bomo prišli do pozicij, ki nas zanimajo. Hkrati pa je seveda veselje in lažje delati v tednu in se preplati na tekme, ko rezultat spremlja in tudi v večjem delu tekme tudi igra. Bilo je videti veliko dobrega, veliko napredka, nekatere manjše napake. Kaj je potrebno še popraviti, da bodo Domžale izgledale tako, kot si sami želite? Jaz mislim, da kar se tiče faze obrambe, stvar funkcionira dobro zadnje čase, zato ker se cela ekipa trudi od vratarja do vseh napadalcev in zato smo sposobni ostati homogeni in dobro zapirati prostor. Prvi polčas nam je pa prikazal, da kljub neki dobri posesti se postavimo v dober položaj, pa nismo dovolj učinkoviti ali pa nimamo prave zaključke, prave ideje v konici napada. To je bilo v drugem polčasu bistveno bolje, samo smo imeli tudi rezultat. Tako da napredek v ofenzivni produkciji je še možen, še ogromno lahko napredujemo, tako da temelj neke priprave za nadaljevanje bo sigurno ta element, hkrati pa seveda se zavedamo, da brez kvalitetne obrambe do rezultata ne bomo prišli. Danes zmaga s 3-0, morda zvečer košarkarska tekma? Ja, mislim, da bo, ker sem ljubitelj košarke oziroma NBA, tako da mislim, da bo. Če se malce zresniva, prikazali ste eno dobro, simpatično predstavo, nekaj napak je še bilo, vendar Domžale gredo po pravi poti. Ja, mislim, da gremo po pravi poti. Zmenili smo se, da probamo prvih 15-20 minut stisniti na njihov polovici, to nam je uspelo. Dosegli smo zadetek in potem je bilo vse lažje. Oni so probali napadati, ker so morali seveda, mi pa smo sproti napadov še dvakrat zadeli in mislim, da zasluženo zmagali. Ali sedaj igralci pogledujete tudi proti mestom, ki vodijo v Evropo, ali greste tekmo po tekmo? Pa gremo tekmo po tekmo, vendar seveda pogledamo ostale rezultate, vendar naš cilj je, da naredimo svoje, da zmagujemo, ostalo bomo pa videli, kako pač bo. Trda, težka tekma, na koncu se ni šlo, pravzaprav kar visok porast na koncu. Da. Rezultat vara. 3:0, to je glatka pobjeda, međutim, do jedno 10 minut prije kraja, prije nek smo primili taj gol, mislim da smo mi... Rezultat vara. 3:0 je glatka zmaga, ampak tekma je bila odločena pri koncu. Mislim, da smo dobro igrali, da nismo bili v podrejenem položaju, da smo bili nevarni in imeli priložnosti za izenačenje. Ampak nam se dogaja že tretjo tekmo, da vsak strel nasprotnika konča v našem golu. To je težko razložiti. Vedno padajo goli zaradi napak in nam se dogajajo prepogosto. Rezultat pravi, da so še tiste stvari, ki so bile na tekmi zdaj dobre, postanejo kar naenkrat slabe in to se je danes nam zgodilo. Težko je biti pameten, 3:0 je čista glatka zmaga in zato je težko govoriti o neki dobri igri. Dobre stvari koje su bile na utakmici postaju loše, a kad se dobije onda i loše stvari postaju dobre, nama se to danas dogodilo, teško je biti pametan, 3:0, čista glatka pobjeda i onda je teško govoriti o nekoj igri, pogotovo onima koji nisu bili na utakmici, koji nisu vidjeli kako se to sve odvijalo na terenu. Je težko pravzaprav že tretji zaporedni poraz v tem spomladanskem delu prvenstva, kakšen pa je pogled naprej, vendarle je še veliko do konca letošnje sezone? Naravno da nije lako gubiti, mi smo bili naviknuti dobivati, kod nas je bila ta jedna pozitivna euforija. Sad nakon 3 poraza treba ostati normalan, znači u nogometu se je dobiva i gubi. Seveda ni lahko izgubljati, mi smo bili navajeni zmagovanja, imeli smo pozitivno serijo, zdaj pa moramo po 3 porazih ostati pozitivni. Nogomet je sestavljen iz zmag in porazov, moramo gledati tekmo za tekmo, zdaj nas čaka Krka gosteh, čaka nas novo gostovanje in skušali bomo zmagati. Od svojih igralcev moram doseči, da dajo vse od sebe in da se nekoliko dvignemo psihološko. Smo dobra ekipa, ampak rezultati nam zaenkrat ne služijo tako, kot bi morali. Ampak mi smo tisti, ki ne smemo pozabiti, da smo dobra ekipa, se moramo dvigniti in pokazati nekoliko boljši obraz. Samo mi igrači možemo dići, niko drugi nam ne može pomoći. Trda, težka tekma, na koncu tretji zaporedni poraz v spomladanskem delu prvenstva. Ja, seveda, mi smo se zavedali, kakšna tekma nas čaka, Domžale doma, zelo neugodna ekipa.
Mi smo šli sem sigurno po zmago, vendar nas je presekal že ta prvi zadetek. Vse te 3 tekme zapored se nam dogaja, da v bistvu s prve priložnosti, s prvega strela dobimo zadetek in potem nam podre ves sistem in težko se je pobrati potem. Tudi tokrat so bile Domžale nasploh boljše skozi celotno srečanje. Kaj se dogaja s tistim pravzaprav poletnim Zavrčom z prvega dela sezone? Ja, Domžale so imele celo tekmo neko podbudo, no. Mi smo se trudili. Kaj pa se dogaja z Zavrčem? Mislim, da nam manjka samo en pozitiven rezultat in vse se obrne samo navzgor. Torej lahko pričakujemo zmago v naslednjem 4. krogu spomladanskega dela prvenstva? Sigurno, mi bomo dali vse od sebe, tako kot na vsaki tekmi in upamo, da bo to dovolj za zmago.